Zaupala ji je brez pomislekov. Ves čas sem bila tam in sem skrbela za njo. Jaz sem jo peljala k zdravniku. Jaz sem naredila vse. Ampak ali je res poznala osebo, na katero se je najbolj zanašala? Nismo bili prepričani, nismo vedeli, ali je šlo za samomor ali za kaj medicinskega. Bila je v bolnišnici malo prej. Bila je bolna že leta. Sprva je videti kot nenadna smrt, dokler ne pride na dan resnica. In z njo smrtonosno orožje, ki ga nihče ni pričakoval. In v njenem toksikološkem izidu je anomalija. V njenem telesu je zdravilo, ki tam ne bi smelo biti. In kaj bi to bilo? Imenuje se tetrahidrokanabinol. Kaj je to? Običajne kapljice za oči v kamnu, no pravijo, da to poskušajo obravnavati kot umor. To se mi zdi popolnoma noro. Zato sem tukaj. Eden od razlogov. Ali mislite, da sem jo ubila? Učiteljica, prisežem pri Bogu. Obrnila sem se. V sodni dvorani se trčita dve zgodbi. Ena o zaupanju. Lynn je poznala Jessija. Že od otroštva. Drugi pa izdaje. Lynn Hernan je bila za Jessija Kraževskega mrtva vredna več kot živa. V kateri zgodbi bo porota verjela? Mi, porota, razglašamo obtoženega Jessija R. Kraževskega. Sem Elizabeth Milner in dobrodošli v tej epizodi Female Criminals. Milwaukee, Wisconsin. Tam spoznamo Lynn Hernan. Rojena junija 1956 je Lynn Hernan odraščala približno 1 uro stran v Madisonu v Wisconsinu. Večino svojega življenja je počela to, kar je imela rada. Bila je frizerka in lastnica salona. Prijatelji pravijo, da je bila Lynn vedno brezhibno urejena, ne glede na to, kam je šla. Od njenih las do nohtov, celo njen nakit, vsak dan je bil kot poseben dogodek. Kljub svojemu videzu in šarmu se Lynn Hernan nikoli ni poročila. Živela je sama. Kljub temu je imela ob sebi močno skupino prijateljev. Čeprav Lynn nikoli ni imela svojih otrok, je eno osebo še posebej imela za svojo hčerko. Jessie Krčevski je hči najboljše prijateljice Lynn, Jennifer Flower. Lynn je opazovala, kako Jessie odrašča. Fotografije, na katerih ste skupaj, kažejo na ljubeč odnos. Jessie se je zdela popolnoma drugačna od Lynn. Na nek način je bila Jessie nekoliko groba. Predtem je že bila v zaporu zaradi ponarejanja in kraje identitete. Leta 2016 je bila Jessie izpuščena iz zapora. Isto leto začne Jessie skrbeti za Lynn, ko se Lynnino zdravje začne slabšati. Po poročilih naj bi Lynn trpela za hudimi prebavnimi težavami, visokim krvnim tlakom in pljučno boleznijo, vendar pa zdravnikom nikoli ni uspelo popolnoma postaviti diagnoze. Več let je bila vedno znova po bolnišnicah, zato Jessie postane njena polno zaposlena skrbnica. Če bi Lynn doma padla, bi ji Jessie pomagala vstati. Jessie opravlja nakupe in plačuje Lynnine račune. Lynn Herning popolnoma zaupa Jessie, nima razloga, da bi podvomila vanjo. Toda Lynnino zdravje se še naprej slabša. 3. oktobra 2018 prejmejo klic na 911, na liniji je Jessie Kučeski. Jessie poroča, da je našla Lynn nezavestno in brez odziva. Reševalci so prispeli v Lynnino stanovanje. Lynn leži v naslanjaču v dnevni sobi. Gasilska ekipa iz Milwaukeeja jo je na kraju razglasila za mrtvo. Po navedbah šerifovega urada okrožja Waukesha so policisti opazili veliko količino zdrobljenih tablet na njenem prsnem košu. Levo od Lynninega telesa je krožnik z več zdrobljenimi zdravili. Policisti poročajo o številnih stekleničkah z zdravili na recept na mizi na obeh straneh Lynne. Na podlagi tega, kar so videli v Lynninem domu, so njihova začetna opažanja bila, da je Lynna morda umrla zaradi prevelikega odmerka zdravil. Po navedbah sosede, ki je v sodnih dokumentih, ki smo jih pridobili, navedena le kot priča A, je bila Lynna nekaj dni pred smrtjo odpuščena iz bolnišnice, potem ko je padla v svojem domu. Lynnina soseda pravi, da sta skupaj z Jessijem Kurčevskim pomagala Lynni vstati s tal. Po navedbah v vlogi je priča A povedala, da ne verjame, da je bila Lynna samomorilna in da nikoli prej ni dobila takšnega vtisa. Vendar pa je Jessie policistom povedal nasprotno. Ko se policisti iz okrožja Waukesha pogovarjajo z Jessie, jim pove, da je bila Lynna izpuščena iz bolnišnice petek pred svojo smrtjo, 28. septembra 2018. Kako niso bili prepričani, nismo vedeli, ali je šlo za samomor ali za nekaj medicinskega. Bila je v bolnišnici malo pred tem. Bila je bolna že leta. Res nismo bili prepričani, veste, ali je bilo to nekaj, ker zdravniki nikoli niso mogli ugotoviti, kaj se dogaja. Zato je bilo frustrirajoče in imela je dobesedno verjetno 10 špatel medicinskih dokumentov. In veste, preprosto nismo vedeli. In nisem vem, v kakšnem stanju je bila in kje je bila, ampak jaz nisem vedela. Veste, je kar frustrirajoče, ker sem bila ves čas tam in sem skrbila za njo. Jaz sem jo peljala k zdravniku, jaz sem naredila vse. Tako da to, da nisem vedela, veste, in mislim, da z njo pri zdravniku.
Zato me to moti, ker se sprašujem, ali bi lahko naredila kaj bolje, ali bi lahko pomagala, ali bi lahko kaj naredila. Veste, to mi je najtežje. Še nikoli prej nisem našla nikogar in to ni nekaj, kar bi si želela še kdaj doživeti. Po besedah Jessija je bolnišnica želela, da bi Lynn ostala v bolnišnici na rehabilitaciji, vendar je Lynn to zavrnila. Jessie pravi, da bi morala Lynn imeti obisk domače zdravstvene nege 1. oktobra, vendar ga je Lynn prestavila na petek, 5. oktobra. Po navedbah v prijavi se je Jessiju Lynnino vedenje skozi teden zdelo nenavadno. Jessie pravi, da je Lynn metala proč račune, da bolnišnica ne bi dobila njenega denarja. Ko je Jessie preverjala Lynnine tablete, jih je bilo ali preveč ali premalo. Jessie naj bi preiskovalcem povedala, da ji je Lynn povedala, kje so vsi pomembni dokumenti in kaj želi, da se zgodi z njenimi mačkami, ker ni želela iti v dom za ostarele. Pred svojo smrtjo je bila Lynn ves čas zaskrbljena, da bo morala zaradi zdravstvenih razlogov zapustiti svoj dom. Jessie očitno namiguje, da je zaradi vseh teh razlogov obstajala možnost, da je bila Lynn samomorilna. Tudi z njenimi tabletami, veš, jaz sem vsak dan, ker jih je imela na koncu, ko je bila v bolnišnici res veliko, rekla, no Lina, zapomni si, tole moraš vzeti. In potem sem ji nekaj vzela ven, da bi jih vzela, pa je rekla, sem jih že vzela. In potem pogledam in rečem, no tukaj sploh ni prava količina noter, ali pa jih nisi vzela. Nekaterih ni vzela, nekaterih je vzela preveč, mislim, da ji nisem mogla slediti. Očitno je videti, kot da je poskušala na silo vzeti zdravila. Zdravnik mi bo povedal, ali je to res ali ne. Ali mislim, da gre za samomor? Ja. Mislim, da ima neke vrste psihološke težave. Ja. In mislim, da ko je šla v bolnišnico, je bilo to zanjo konec. To je bila zadnja kaplja. Niso našli ničesar. Ona mu je nameravala povedati karkoli, samo da bi prišla ven tam. In to sem ji tudi povedal. Rekel sem, da si samo želi priti domov, ker želi biti s svojimi otroki. Bila je zelo, bila je preprosto utrujena od bolezni in bila je frustrirana, ker ni dobivala odgovorov. Po drugi strani pa Jessie verjame, da je Lynn resnično imela rada svoje mačke in jih ne bi želela pustiti za seboj. Prav tako poudarja, da Lynn ni imela družine ali stikov z nikomer razen z Jessie. Izkazalo se je tudi, da je bila Jessie pooblaščenka za Lynn. Sodnemu zdravniku je trajalo tedne, da je podal uradno odločitev o vzroku in načinu Lynnine smrti. Medtem so preiskovalci delali na primeru. Po sodnih dokumentih so 19. decembra 2018 policisti govorili z drugo pričo, v spisu označeno kot priča C. Priča C je preiskovalcem povedala, da verjame, da sta bila Jessie Kočivski in njena mama Jennifer Flower morda vpleteni v Lynnino smrt. Po besedah priče C je Lynn poznal že dolgo časa in ni verjel, da bi se namerno ali nenamerno predozirala. Razlog, zakaj priče C verjame, da sta Jessie in njena mama Jennifer morda vpleteni, je ta, da sta živeli v Lynnini hiši in uporabljali njene stvari. Po njeni smrti naj bi nato uporabljali njen avto in progali njeno lastnino. Naslednji mesec detektivi govorijo z Lynnino sestrično, ki je znana le kot priča B. Priča B naj bi menila, da je sumljivo, da je bila celotna Lynnina zapuščina prepuščena Jessie. Detektivom je povedal, da je sam opravil raziskavo o Jessie in odkril več njenih prejšnjih obsodb zaradi ponarejanja in goljufije. Želel je zagotoviti, da je Lynnina oporoka vložena na zapuščinskem sodišču pristna in da ni nič sumljivega glede Lynnine smrti. Kmalu njegove najhujše sume potrdi mrliški oglednik. Januarja 2019, 3 mesece po smrti Lynn Hernan, izda mrliški oglednik okrožja Waukesha toksikološko poročilo. Rezultati kažejo, da je imela Lynn v telesu smrtonosni odmerek tetrahidrozolina. Detektivi ugotovijo, da je tetrahidrozolin glavna sestavina kapljic za oči. Po besedah mrliške oglednice okrožja Waukesha, doktorice Linde Budrecki, v krvi človeka ne bi smelo biti nobenega tetrahidrozolina. Sestavina velja za strupeno za človeško telo in bilo bi nemogoče, da bi imela Lynn tako visoke vrednosti v krvi, če bi jo uporabljala samo za oči. Po navedbah detektivov je Jessie v tem času večkrat klicala na urad mrliškega oglednika in spraševala po rezultatih Lynnine obdukcije. Tukaj Fok, 5 komunikacije. Tukaj Jeff. Pozdravljeni. Primera, niti ne vem, kdo dela na tem. Okay. Imam priimek in osebo, na katero se nanaša. In v bistvu samo poskušam najti nekaj informacij. Prav. V redu. Se spomnite, kje se je incident zgodil? Zgodilo se je v Milwaukeeju. Tisto, kar je bilo, je to, da mi je številko za vas dala mrliška oglednica. V redu, torej, ali gre za posmrtnino, če ste govorili z mrliško oglednico? Okay. Ja. In kakšen je priimek osebe? Herna, for Nan.
Ime je Lin. A veš, kdaj se je to zgodilo? Umrla je 3. oktobra lani. Okay. Ampak ne vem, kdaj je bila zadeva predana vam ali pravzaprav o tem ničesar. V bistvu sem govorila z mrliškim objednikom, ker poskušamo ugotoviti, ali je bila v bolnišnici, preden je umrla. To je nekaj, kar bi morala bolnišnica zaznati ali kakorkoli že, kaj se dogaja. In potem je zdaj rekla, da je bila zadeva predana vašemu oddelku. Toda preiskovalci nimajo dovolj dokazov proti Jessiju, da bi ga lahko aretirali v tem trenutku. Nekaj mesecev kasneje, julija 2019, so Jessija privedli na še en razgovor. Jessie mora odgovoriti še na veliko več vprašanj, naprimer glede denarja Lynn Hernan. Ali je takrat sama skrbela za svoje račune? Je bila njena glava dovolj bistra, da je ne? Nekatere stvari je naredila sama, ampak mi je tudi povedala, kaj ne plačam. Rekla bi, ta mesec morajo plačati to, ta mesec morajo plačati to. Si imel takrat obrok za avto ali kaj podobnega? Ne, nisem. Ona je bila nora na kreditne kartice. Kaj? No, ona je bila v trgovini s kreditnimi karticami. Nimam pojma. Zadnjih 6 mesecev, ko se ni počutila dobro, si bil tam vsak dan, misliš? Ali skoraj vsak dan? Skoraj. In ti plačuje na dnevni osnovi ali tedensko? Ne. Mislim, ali ste kdaj imeli uradni dogovor, da boste zaslužili $20 na uro? Ne, ni bilo ničesar. Ne, nič takega. Preiskovalci soočijo Jessija z nečim, kar so vedeli že nekaj časa. In v njenem toksikološkem izvidu je anomalija. V njenem telesu je zdravilo, ki ga tam ne bi smelo biti. In kaj bi to bilo? Imenuje se tetrahidrozolin. Kaj je to? Pogost vir te snovi so tablice za oči. Po besedah Jessie je res kupila kapljice za oči za Lynn, vendar nikoli ni videla, da bi Lynn pila ali zaužila kapljice za oči. Ves čas uporablja kapljice za oči. Zakaj jih je uporabljala? Uporabljala jih je za oči, ampak jih je porabila nenormalno hitro, kar ni imelo smisla. Ja. Ja. Bi rekel, da veliko, koliko jih je porabila? Verjetno sem ji prinesla 4 steklenice, ko je bila v bolnišnici. Ja. Ves čas jih je dajala v oči, ves čas. Pa sem si mislila, še nikoli nisem srečala nekoga, ki jih tako uporablja, ona pa je rekla, moje oči so vedno suhe. Vedno. Kakšne kapice za oči kupuješ? Kakršnekoli. Ni bilo mar, njena zdravstvena anamneza ni bila dobra. Mislim, nisem tip za kapljice za oči, ampak tisto, kar vsi imenujemo visine, je pač tono. Ne, obstajajo različne. Nje je bilo všeč drugačna vrsta. Ne vem, brez da bi pogledala. Res ne vem. Bolnišnica s tem ni imela težav. Nimam pojma. Mislim, imela je to, da je štrlelo ven iz tiste stvari. Zadnjih nekaj tednov. Kaj bi to sploh naredilo? Ne razumem. Očitno ni dobro, da uporabljaš veliko kapljic za oči. In to je tisto, kar skrbi mrliškega objednika. So pogledali v njeni hiši, ker jih ima škatle ali pa blazinico? Ja. Ker je bila znana po kapljicah za oči. Ja. Zato se sprašujem, kaj je to? Ker to se mi že na začetku sliši res čudno. Si jo kdaj videl, da si je to stvar špricala v usta? Ne, ne vem. Si kdaj vidiš? No. Jo uporabljati besedo alkohol, ko jemne svoje tablete. Peče, kaj misliš s tem? Alkohol kot so žgane pijače, vodka, ampak, ja. Vedno čista vodka, to je bila njena glavna pijača. Zdravnik sodne medicine meni, da jo je nekdo ubil. Resno misliš? V redu? Zakaj pa? Ker poleg nje niso našli nobene stekleničke visine. Po njeni hiši so povsod. Ampak ona se ni veliko gibala. Tako so nam povedali, da se ni veliko premikala. Tako je rekel zdravnik sodne medicine. Lahko ti povem, vem, ker je to nekdo dal. Bila sem edina tam. In bila sem tam, nisem te hotela prestrašiti. Nisem mi ničesar prinesla, nobene. Vse so v njeni kopalnici, zaklenjene tam. 2 pa so v njeni nočni omarici. Ni, da ne bi bila vajena tega. Valjda so na njeni nočni omarici poleg nje. Prisežem pri Bogu. Vem, da so bile tam, ker jih je vedno imela prav tam. Obstaja slika nočne omarice. Mrliški objednik opravi res temeljito delo. Strinjam se s tem, kar praviš, 100%, ampak ne poznam nikogar, ki bi to naredil. In ne lažem. Ne poznam nikogar, ki bi si to želel narediti. Ne vem. Jaz tebe sprašujem. Ne poznam nikogar. No, oni poskušajo na to gledati kot na umor. To se mi zdi popolnoma noro. Zato sem tukaj. Eden od razlogov. Ali mislite, da sem jo ubila? Učiteljica. Prisežem pri Bogu, obrnila sem se. Toda preiskovalci verjamejo, da bi Jessie veliko pridobila s smrtjo Lynn Hernan. Koliko
denarja vam je dala v zadnjih 3 letih? Kaj mislite? Veliko, ne vem, v dolarjih. Kazi mi kakšno številko. Morda 20.000. Če bi forenzični računovodja pogledal te stvari in mislil, da je bliže 190.000, bi te to presenetilo? Morda bi me. Ampak morda tudi ne, tako da resnično ne vem. Torej videti je, da ti je v zadnjih 5 letih dala skoraj 200.000. Ja, jih je. Dejstvo je, da ti je v zadnjih 2 letih plačala $200.000. Ti si glavni, ti upravljaš denarjem, ti si zraven, ti si na računih, ti vodiš vse skupaj. Ja. Ti urejaš stvari s kreditnimi karticami. Ti veš, kaj se dogaja z njenimi financami. Denar bo kmalu izginil. Torej je bil zaradi tega ubila. Ljudje počnejo čudne stvari. Zakaj bi ubila zaradi denarja? Mislim samo. To je moja družina. Mislim, da nisi. Ko rečeš morilec, jaz pač mislim, da je nisi ubil. Mislim, da je bila bolna. In ni želela več. Imela je dovolj. In želela je končati svoje življenje. In potrebovala je svoje življenje. Želela je pomoč. Razumem, mislim, da lažeš. Kar se tiče tega, da sem ji pomagala, pa nisem. Mislim, da si ji dal nekaj tistega cepiva. Nisem. Jesse je aretiran, toda trenutno to ni zaradi umora. Zdi se mi, kot da sem trenutno obtožena umora. Tako se počutim. V redu. Povedal ti bom. Hej, kaj je? Povedal ti bom. Na pogojnem tricu si. In bil sem popolnoma iskren s tabo, ko si na pogojnem tricu. To je zaradi finančnih zadev. Tvoj probacijski uradnik ni bil zadovoljen z vsem denarjem, ki si ga prejel v zadnjih 2 letih. To je 100% resnica. Naslednji dan je spet pred detektivi. Jessijeva zgodba se še vedno ne ujema z dokazi, ki so jih zbrali. Vsem, s katerimi smo govorili, si lagal. Lagal si Scottu, lagal si svoji mami. Včeraj smo govorili s tvojo mamo. Včeraj sem lagal, pogovarjali smo se. Rekla je, da nima nobenega razloga, da bi ti dala kakršenkoli denar. Lynn mi je dala denar, ampak včasih sem... Zakaj je to? Vendar pa Jennifer, tvoja mama, izrecno pravi, da od Line ne bi smel dobivati velikih vsot denarja. Zato, ker za to ni vedela. Detektivi želijo zagotoviti, da ničesar ne spregledajo. Jesse je čez nekaj dni ponovno priveden na zaslišanje, kjer se pozornost znova usmeri na Linine bančne račune. Ali se ti ne zdi zanimivo, da je nekdo v 3 letih prejel najmanj $200.000? To je bilo v obdobju 3 let. In večji zneski so bili veliko prej, preden je umrla. To sploh ni bilo povezano. Zakaj bi ti potem dali ves ta denar? Pravkar sem to razložila. Imela sem toliko dolgov. Zakaj bi jo skrbeli tvoji dolgovi? Ker je bila pač takšna. Jessie je prej privolila v test na poligrafu. Rezultati pa so vzbudili še več sumov. Kaj misliš, kako si se odrezala na poligrafu? Mislim, da sem se odrezala zelo dobro. V redu, jaz mislim, da si se odrezala grozno. Kdo kaj je to? Vse niso že vedeli. Ja? Tega ne vidim. Zakaj tega ne vidiš? Ker testa nisem padla. Mendave nisem padla. Nisem mogla. Zakaj pa? Ker ne lažem o tem. Nisem mi ničesar naredila. Res nisem ničesar naredila. In vem, da mislite, da je zaradi denarja. Nikoli je ne bi prizadela zaradi denarja. Je ne bi prizadela iz nobenega razloga, ker je res dobra oseba. Pomagala mi je finančno, z denarjem. In zdaj mislite, da sem jo zaradi tega ubila? London, včeraj sem ti povedal, mislim, da si je želela umreti in da si ji ti pomagal. Tako jaz mislim. Mislim, da si točno vedel. Izbral si popolno žrtev. Mislim, da si izbral nekoga brez družine in brez prijateljev. In jaz sem bila njena družina. Prav tako moja mama. Točno tako. To je to. Uporabite to, fantje. Ja, zakaj bi se je potem hotela znebiti? Ker ji je zmanjkovalo denarja. Vi ste ozbirali ste kreditne kartice in najemali posojila na njeno ime. Ničesar nisem naredila brez njenega dovoljenja. Ničesar. Ničesar. Kaj si bo porota mislila? Zova? Porota si bo mislila. Prepričana sem, da to ne bo videti dobro. Obstaja razlog, zakaj preiskovalci niso obtožili Jessija za umor. Izvedenka sodne medicine primera še ni opredelila kot uboj. Njene ugotovitve jasno kažejo v določeno smer. Zdrobljene tablete v njenih ustih. Okoli njenih ust je bil zdrobljen prah. Okoli njenega nosu je bil zdrobljen prah. Nekdo je hotel, da je bilo to zelo očitno. In v njenem telesu ni bilo prav ničesar od tega. Ne, bilo je manj kot terapevtske ravni, kar pomeni, da ni bilo niti toliko. Bi
Mislim, da je imela ton krožnik. Torej, očitno je imela ton krožnik. Ni vzela veliko od tega. V njenem telesu ni bilo ničesar razen 2 tablet. Težko verjamem temu. Sta 2 tableti? Ker je tistega jutra vzela več tablet kot samo 2, ko sem jo jaz peljala. No, forenzični patologi, zdravniki in ljudje, ki so opravljali teste, se ne strinjajo z vami in ni se zgodilo včeraj. Zgodilo se je skoraj pred letom dni. Tako da je bila to zelo dolgotrajna preiskava. Z njihove strani. Razumem, kaj govorite. Mislim, izvedenka sodne medicine je precej resna. Noče tega označiti kot umor ali uboj, če tega ne more razložiti. Zato ima Fladda, ampak nam še naprej govori. Kris, nagibam se k uboju, ker številke ne gredo skupaj. Ko to izve, ima Jessie drugačno zgodbo zapovedati. Ogledala je visine že dolgo nazaj in sem ti že povedala, da je že kupovala več. Iskala je izhod. In ker je 2-krat poskusila s tabletami, ta ni delovalo. Iskala je izhod. In kdaj je bilo to dan prej, kot ste rekli? Dan prej je morala s tem kupiti novček. In kozarec je bil verjetno približno tako velik. In koliko visine je bilo v njej, tega ne vem, ker je imela prej v steklenici vodke za mašek. Zadnjič, ko sem kupila steklenico, jo je zvila v svojo vodko. Zato sem vprašala, kako je s Tomijem, če je zadnja sorta še tam. Ker je to naredila približno 3-krat in je bilo tako slabo, da se je pokakalo vse povsod. In takrat se je pokakalo v svoji sobi. Jaz pa sem morala to počistiti, ko je bila v bolnišnici. In zakaj je dala to v kuhalnik za riž v mikrovalovki? To je počela, ker je iskala lažjo pot ven. Naslednji dan se pritisk še poveča in Jessie očitno poči. Zdaj ima še eno zgodbo, da je bila Lynn v tako hudih bolečinah, da ni imela druge izbire. Moraš vse povedati na plan. Tistega jutra ob 12 si vedel, da je to njen načrt. To vem že meste. In ko si ji dal tisto steklenico, ti je bilo slabo pri srcu. Bilo mi je slabo v sebi, ampak nisem mislila, da bom našla truplo. To se je nekako moralo zgoditi. Ker jaz to je. Dobro, možno, da se bo to zgodilo, zagotovo. Ni tako. In ti si to vedel. Ampak iskreno lahko rečem, da nisem vedela, da bom imela. Bila sem samo osebna predstavnica tisti popoldan. Po glavi ti je rojilo, da bi lahko bila mrtva, če bi se vrnil tja. In nisi ji mogel povedati, ker si tako dobra oseba. Ne. In počutiš se grozno. Zaradi vsega tega se počutiš grozno. Njena zadnja oporoka v hiši ima zapisana Antonija in moja mamo. Zadnja oporoka, ki je bila v hiši. Samo da veste, ker ste jo verjetno našli. Bila je tam. Tega nisem vedela. Želim, da to veste. Moja mama je to tudi vedela. Ena stvar je, da si ji poskušal pomagati. Ni zmogla več. Bila je v takšnih bolečinah, v takšni stiski in naredil si, kar si mislil, da je prav. Tako preprosto je. Naredil si, kar si mislil, da je prav. Je to pravilno? Ja. V redu. In zaradi tega se počutiš grozno. In ni bilo prav. Naredil sem, kar je želela, ker je to želela. Ampak večkrat se je upirala in ga je jezila. In tokrat je bilo to. Če bi mislil, da je to prav, bi pritisnil na sprožilec, samo zato, da bi jo utišal. Tega ne moreš narediti. Nisi taka oseba. Nisi taka oseba. V naslednjih 2 dneh Jessie vztraja, da to, kar je naredila, ni bil umor. Nisem je umorila in je tudi ne bi mogla umoriti. Razumem, da sem pomagala. Kupila sem to. Ampak v moji glavi je vedela, kaj pije. Sama je vzela. Nisem je prisilila, da to vzame. Nisem mi tega zdila v usta. Tega nisem vedela. In tukaj imam težave. Pripravljen sem narediti vse, kar lahko. Tega nisem storil, nisem bil bil. Tudi ti si imel svojo vlogo, Jessie. Vse, kar sem naredil, bilo to, da sem to kupil. To je vse, kar sem naredil. Kupil sem to. In zaradi tega po njihovem gledam na to. Umor. Prišel si, ne moreš voditi avtobusa. To je bila steklenica, ki jo je hotela. Vedela je, kaj je to. Tudi ti si vedel. Mežne si, veš. Vedela je, kaj je to. To je bilo njeno velo. Ampak kaj si pa ti naredil? Tako je naredil tudi spiritual, ampak to še ne pomeni, da je prav. In... Veš čas to. Nenamerne posledice. In veš kaj, ne moreš niti reči, da niso bile namerne, ker si to vedel. Lynn je to preverila in rekla, da te lahko ubije. To bi jo lahko ubilo. In ti si to vedel. In vedel si, da je to rekla. In vedel si, da je tam noter 6 steklenic. In te je strebelo za nekaj To bi se lahko zgodilo. Vse se ti v glavi plezalo nazaj in vi kar naprej plavite, da sem jaz to potrdil, da sem jaz to
Jessie so detektivi zaslišali 6-krat v 10 dneh. Kljub temu ji uradno še niso očitali umora. 16. julija 2019 preiskovalci govorijo z drugo pričo, osebo, ki je bila nekoč blizu Jessie. Mi lahko poveste, koliko časa sta bila z Jessie skupaj? Skupaj sta bila približno 3 leta. Kar slišite, je zvočni intervju s Scottom Craigom, bivšim fantom Jessie. Kakšna je bila zgodba? Rekla je, da upa, da ti bo Lynn vzela življenje. Kot po 14. Ja, nekako. Prosila me je, naj to naredim, pa jaz kako to misliš? Kot tako si mi pomagal. In ona je bila vznemirjena zaradi tega in potem si mi prej povedal, da je umrla zaradi nje. Ali si vedel, da si res mislil na njo? No, rekla je, da ti je Lynn želela vzeti življenje in Lynn je vedela, da je tam, obe sta vedeli, da je tam steklenica s približno 6 stekleničkami Vita Vicine v njej. In Lynn naj bi domnevno povedala Jessie, da ve, da lahko Vita Vicine ubije. In Lynn jo je prosila za tisto steklenico, Jessie pa je rekla, da je Lynn dala tisto steklenico, vedoč, da je notri 6 stekleničk, vedoč, da bo to ubilo in je dovolila, da jo pije. Scott je preiskovalcem povedal, da je postal še bolj sumničav, potem ko je Jessie začela kupovati njemu, njegovim otrokom in celo njegovi bivši ženi draga darila. Ker neverjamno delil to genotip njenega moža. Mislim, vedno ima, mislim, da bo številka celo bliže $300,000, ki jih je dobilo od Lynn v zadnjim letu in pol njenega življenja. Kupovala mi je darila in tudi njegovi bivši ženi. Bila sem poročena 17 let, imela sem 3 otroke skupaj. In kupila bi mi darilni bon za $100 za spa. Jaz pa sem si mislila, moj mož ko reče, jaz sem natakar. Ker vem, veš, če bi bila poročena, bi mi on kupil kaj takega. Ampak ona vedno skrbi za otroke, ampak bilo je... $100 ni razkošno, ampak je bilo je čudno. 19. julija 2019 imajo preiskovalci novice za Jessie, na katere ni pripravljena. Jessie, obtožena boš neke oblike uboja. O tem ni dvoma. Obtožena boš. Vprašanje je le, za katero se bomo odločili. Za katero bo tožilstvo menilo, da je primerna za ta primer. To se bo zgodilo. Ni dvoma. 100%. Obtoženi boste neke oblike uboja. Malomarnost, prva stopnja. Tam smo. Tam moramo ugotoviti, kaj storiti. Prav? Vem, da je grozno to slišati, ampak ne bom se šel igriti z vami. Močem, da ste obtoženi. To želim, da mi poveste? Želim vedeti. Boste obtoženi, ampak kot sem vam povedal, poskušamo ugotoviti, ali obstajajo še kakšni drugi dokazi, ki bi lahko pomagali dokazati, da je šlo za pomoč pri samomoru. In trenutno jih preprosto ne najdemo. In ali najdete več dokazov, ki potrjujejo, da sem jo ubila zaradi finančne koristi? Je to še vedno vaša teorija? No, poleg vseh drugih stvari, o katerih sva že govorila. Ne vem, vsega tega, ja. No, pregledujemo vse finance. Imam finančne podatke o financah Jessie. Vem, njo poznam. Torej, to zahteva veliko. To zahteva veliko. Tako nekako trenutno stojijo stvari. Preiskava proti Jessie Krčevski traja več mesecev, medtem ko ona ostaja za zapahi zaradi pridržanja v zvezi s pogojnim odpustom. 2 dni pred tem, ko naj bi Jessie prišla iz zapora, je izdan nalog za prijetje. Zdaj je uradno. Jessie Krčevski je obtožena umora 1. stopnje v primeru smrti Lynn Hernan. Po kazenski ovadbi so detektivi govorili z drugo pričo, imenovano priča G. V spisu piše, da je priča G zapornica v popravnem zavodu Tecumseh in je bila sostanovalka Jessie. Priča G detektivom pove podobno zgodbo kot Scott Craig, da je Jessie doživela čustveni zlom in naj bi priznala, da je Lynn dala več stekleničk kapljic Vicine, da bi jo ubila. Vendar pravijo, da ni šlo za denar. Šlo je za to, da bi ustavila Lynnino trpljenje. Poleg obtožbe za umor 1. stopnje se Jessie sooča tudi z obtožbami kraje. Detektivi so izvedeli, da je bilo po Lynnini smrti iz njenega premoženja oduzetih skoraj $16,000. Po kazenski ovadbi je Jessie ustvarila lažne dokumente, da bi nakazala, da je bil denar uporabljen za poplačilo dolgov. Vendar ti dolgovi nikoli niso obstajali. Denar ni bil nikjer zabeležen in verjamejo, da ga je ukradla Jessie. Detektivi menijo, da goljufija znaša nekaj več kot $290,000. Od zneska naj bi bilo nekaj več kot $130,000 goljufivo prenesenih s čekom od Lynn k Jessie.
6. avgusta 2021 je Jessie Krčevski izjavila, da ni kriva za umor prve stopnje z naklepom, ter za 2 obtožbi za krajo premičnega premoženja. Njena varščina je določena na $1 milijon in ostaja v zaporu okrožja Waukesha do sojenja. Zaradi zamud se sojenje Jessie ni začelo do oktobra 2020, 3-5 let po smrti Lynn Hernan. Teorija tožilstva je bila preprosta. Trdili so, da je bil jasen razlog, zakaj je Jessie želela, da Lynn izgine. Pogosto slišimo o motivu v televizijskih oddajah in filmih. Tožilstvo vedno govori o tem, kakšen je bil motiv. Tukaj je njen motiv. Ni nam treba dokazovati motiva. To ni nekaj, kar bi bilo v teh 2 elementih. Moramo pa pokazati namen. Motiva nam ni treba pokazati. Kot je povedalo to navodilo, je motiv pogosto koristen. In tukaj je precej preprosto. Ko bomo zelo natančno pregledali finančne podatke, boste videli, da je dostop, ki ga je imela gospa Kraževski do Lynn Hernan, omogočil, da je ukradla skoraj vsak dolar, ki ga je Lynn Hernan imela v življenju. In ko je vedela, da bo osebna predstavnica zapuščine Lynn Hernan, boste videli, da je okoli 3. oktobra 2018 Lynn Hernan postala za Jessie Kraževski vredna več mrtva kot živa. Jesseđina zagovornica trdi, da je bila med njima ljubezen in pravi, da je bila Lynnina smrt posledica samomora. Lynn je imela Jessija rada. To je bila njena hči. Bila je v tem krogu. Ampak če bi bil Len tukaj, ne bi verjela, da jo je Jessie sploh poslal tja. Če bi vedela, da se bo to zgodilo, mislim, da bi ravnala drugače. Mislim, da si niti v najbolj divjih sanjah ni predstavljala, da bi Jessija aretirali zaradi samomora, ki ga je storila Lynn. Ali da bi jo obtožili zaradi denarja, ki ga je dala Lynn. Jesse je nedolžen. Več prič tožilstva v nekaj tednih pričuje na sodišču. Vključno z detektivi, ki so mesece preiskovali smrt Lynn Hernan. Detektiv okrožja Waukesha, Timothy Loberg, pričuje, da obstaja en namig, ki ne ustreza obrambni zgodbi. Glede na vaše usposabljanje in izkušnje kot detektiv na prizoriščih smrti, ali ste kdaj opazili, da bi domnevni samomorilec imel zdrobljene tablete na prsih? Ne. Ko ste bili na kraju dogodka in med svojo preiskavo, ali ste kdaj našli poslovilno pismo? Ne. Če bi ga našli, bi ga vzeli. Absolutno. Na koncu so bila ugotovitve mrliškega oglednika tista, ki so spremenila to preiskavo. In ugotovila sem, da je šlo za homicidno smrt, kar je medicinska ugotovitev in ni temelji na policijskih ali kazenskih pravilih. Pravzaprav je to odločitev z področja javnega zdravja. In kako je prišlo do te poškodbe, je to, da je nekdo drug dal tetrahidrozolin. Zato sem to označila kot homicidno smrt. Če bi si ga sama dala, bi bilo to nekaj drugega. Ko ste si podrobneje ogledali način, kako je bil ta prah razporejen na pokojniku, ali je bilo to skladno z vsemi vašimi izkušnjami na krajih smrti, ki so se na koncu izkazale za samomore? Ne. Ali vam je to izstopalo? Da. Zakaj? Pri zaužitjih je običajno prisotna snov ali izdelek. Mislim, ne v 100% primerov, ampak videli smo veliko njenih tablet, vendar nobenega tetrahidrozolina. Drugič, praški ali karkoli ljudje zaužijajo, lahko včasih obarvajo njihove ustnice ali pa pridejo penasto iz ust, ker jih bodisi izbljuvajo ali pa postanejo nezavestni med zaužitjem. Ampak to je kot prah, ki ni bil v stiku z njenimi usti. Mislim, ni izbljuvan in ni izpljunjen, samo leži na njenem prsnem košu. Sožene se na to prevesi v drugi teden pričanj. Porota sliši Scotta Craiga, Jessijinega bivšega fanta, ki je priča tožilstva. Priča v določeni laži, ki mu jo je Jessie povedala v zvezi z Lynnino smrtjo. Če preskočimo na oktober 2018, vam je gospodična Šiževski povedala kakšno novico o Lynn Hernan. Ja. To je bilo oktobra 2018, ko je umrla. Kje ste verjeli, da je Lynn Hernan umrla? V medicinskem centru Freider. In zakaj ste to verjeli? Ker je bila v komi v Freiderjevem medicinskem centru. In ali vam je na koncu povedala, da so zdravniki prišli do nekega zaključka? Da. In kaj je bilo to? Rekli so, da je zaužila visine. Ali je uporabila besedo visine ali kakšno drugo besedo? Se spomniš?
No, rekla je, da je bilo to nekaj medicinskega, ne vem točnega imena. Tetra nekaj. V redu. Na koncu pa je pojasnila, da je bila to kemikalija v kapljicah visine. Torej je bila ta kemikalija v kapljicah visine. Ali se spomnite, v katerem mesecu in katerem letu je potekal tisti pogovor preko sporočil med vami in gospod Křiževský? Ne, natančno se ne spomnim. V redu. Je bilo to pred ali po smrti Lynn Hearn? Potem. Se spomnite, o čem ste razmišljali, ko ste prejemali ta sporočila? O tem, da je bila vaša punca zastrupljena? Bil sem zelo razburjen, zelo jezen, spraševal sem se, kdo bi lahko to naredil. Ne pozabite, Jessie ni obtožena samo za umor Lynn. Obtožena je tudi, da naj bi ukradla denar pred njeno smrtjo in po njej. Se spomnite, koliko čekov ste izsledili z Lyninega računa denarnega trga? Mislim, da je bilo skupaj 21 čekov, vendar je bil eden od teh čekov tisti, ki ga je Lina napisala podjetju Wild Motors. Ostalih 20 čekov je bilo napisanih na Jessija Kraževskega. Torej, od oktobra 2014 do 6. novembra 2018, ko je bil račun zaprt, je bilo iz računa denarnega trga gospe Herman napisanih le 21 čekov. Pravilno. In rekli ste, da je bilo 20 od teh napisanih gospodu Křiževskemu. Pravilno. Ste še šteli vrednost teh 20 čekov napisanih gospodu Křiževskemu? Da. In je to številka, ki je na diapozitivu 77. Da. In lahko prosim to vrednost preberete na glas? Skupni znesek računa 7601 je bil $134,337 oziroma 134,337,01. V redu. In med oktobrom 2014 in tistim datumom novembra 2018 je bil začetni znesek na tem računu $250,000, ste rekli. Pravilno. In končal pri $87. Pravilno. Videli smo transakcije v Scottijevem pubu, Stalejevi palači, Hetovaname bingo kazino. To so bili kraji, kjer Lynn še nikoli nismo videli v nobenem od njenih izpiskov. Prav, torej so te po njeni smrti. Pravilno. Ampak tudi, ko je bila še živa, predtem mislim, da ste rekli, da je bil september 2018 tista sprememba, ki ste jo opazili? Da. Vsaj na tem računu, kaj ne? Pravilno. Pred tistim septembrom 2018, ali ste videli, da se je račun gospe Hernan 5336 uporabljal na bankomatih? Ne. Ste ga videli, da se uporablja na mestih, kot je Sal's Palace? Ne. Ste videli kakšen nakup v igralnici Paravarmi? Ne. V redu. Torej, ne samo, da so bili ti po njeni smrti, ampak tudi niso ustrezali tistemu vzorcu, o katerem ste prej govorili. Pravilno. Ko tožilstvo zaključi s svojim primerom, obramba pokliče svoje strokovnjake, vključno s toksikologom Henryjem Spillerjem, ki je podvomil o ugotovitvah mrliškega oglednika. Imeli ste to na tisti tabeli in mislim, da niste omenili 4,1 ml visine v njenem želodcu, kaj ne? No, to lahko izračunamo, ker zdaj gre le za preprosto matematiko. Je 300 ml. V izdelku visine je 50 mg tetrahidrozolina na mililiter. Veste, lahko preprosto izračunate. To lahko naredite kjerkoli. In pokazalo vam bo, vzela je približno 1 čajno žličko. Približno 1 čajna žlička je ostala. Očitno je vzela več, ker ima določeno raven v krvi. Ampak v želodcu je ostala približno 1 čajna žlička. In tako je, 4,1 ml je 1 čajna žlička. Da, no, tehnično gledano je 5,1 čajna žlička. 5 ml je 1 čajna žlička. Torej je to malo manj kot 1 čajna žlička. Da, gospa. V redu, to lahko spustite dol, prosim. Ne moremo izračunati, koliko je v krvi. Ne, ker spet to ni študij, ki bi uporabljale tetrahidrokanabinol oralno. In FDA jih ni zahtevala, ker gre za očesno uporabo in to ni bil predviden namen. In preprosto zato tega ne vemo. Obramba zaključi svoj primer po pričanju Henryja Spillerja. Jessie Křiževský se odloči, da ne bo pričala v svojo obrambo. Po 3 tednih pričanja, ko je bilo zaslišanih skoraj 40 prič, je čas, da obe strani predstavita svoje zaključne argumente poroti.
Resnica tega primera, dame in gospodje, je, da gre za osebo, ki ima na svojem telefonu precej raziskav o strupih. To je oseba, ki je zaslužila več kot $144,000 pred smrtjo in več kot $80,000 po njej. To je oseba, ki zavaja druge, ko je v težavah. Trdim, dame in gospodje, da je gospa Krževski mislila, da ji bo to uspelo, ali pa da se bo lahko izgovorila iz tega. A resnica je, da je vzrok smrti zastrupitev. In način smrti je homicid. V času, ko je Hernan umrl, je bila gospe Krževski bolj vredna mrtva kot živa. In ta oseba, o kateri ste slišali, ta ljubeča oseba na levi, si ni vzela življenja. Vendar obramba trdi, da je Lynn prostovoljno dala denar Jessiju. Zakaj bi si torej Jessie želela njene smrti? To je bil znani Lynnin rokopis. Lynn je rada zapravljala denar, rada ga je tudi podarjala. Rada je zapravljala več, kot si je lahko privoščila. Rada je podarjala več, kot si je lahko privoščila. To je počela. In dajanje denarja Jessiju je osrečevalo. Jessie je bila kot njena hči. Jessie je bila oseba, ki je bila ves čas tam. In Jessie je verjetno povedala žalostno zgodbo. Potrebujem denar za to in denar za ono, ampak Lynn ji ga je z veseljem dala. Zločin zahteva, da je brez njenega soglasja. Ni dokazov, da Lynn ni dala soglasja. Lynn je dejansko Jessie prostovoljno dala denar. Usoda Jessie zdaj leži v rokah porote okrožja Waukesha. 2 dni se posvetujejo. 14. novembra 2020 3 se vrnejo z razsodbo. Mi porota spoznamo obtoženega Jessija R. Krževskega za krivega naklepnega umora prve stopnje, kot je navedeno v prvi točki obtožnice. Mi porota spoznamo obtoženega Jessija R. Krževskega za krivega kraje premičnega premoženja, kot je navedeno v drugi točki obtožnice. Kar zadeva posebno vprašanje za razsodbo. Če obtoženega spoznate za krivega, odgovorite na naslednje vprašanje. Ali je bila ukradena lastnina v vrednosti več kot $100,000? Odgovor: ne. Ali je bila ukradena lastnina v vrednosti več kot $10,000? Odgovor: da. Na vprašanja o drugih zneskih niso odgovorili. Mi, porota, razglašamo obtoženega Jessija R. Krževski za krivega kraja premičnine, kot je navedeno v tretji točki obtožnice, podpisano strani predsednice porote z današnjim datumom 14. novembra leta 2023. Jessie Krževski zdaj grozi dosmrtna zaporna kazen. Izrek kazni je bil prvotno predviden za december leta 2023. Vendar so se na dan izreka kazni odvetniki Jessie umaknili iz njenega primera. V sodno dvorano okrožja Waukesha se vrne 5. aprila naslednje leto. Zdaj je čas, da se Lynnini najbližji soočijo z njeno obsojeno morilko. Lina ni bila narkomanka ali strahopetka. To bi bila Jessie. Še naprej je zastrupljala Lino, dokler ni umrla 3. oktobra 2018. Bolečina, ki jo je Lina morala prenašati leta. Jessie je čisto zlo. Hudič živi v njej. Poskušala je okrasti Linino identiteto, kar se nikoli ne bi moglo zgoditi, preprosto zato, ker je prekleto grda, znotraj in zunaj. Ona je najslabše, kar premore človeštvo. Ona je neuporabno človeško bitje. Ona je znana lažnivka, je tatica in zdaj je obsojena morilka. Jessie, ko prideš v svoj novi dom, upam, da bodo izkoristili tebe in te obravnavali tako, kot si ti obravnavala Lynn, ter te predajali naokoli kot izrabljen kos mesa. Dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta je najmanjša tvoja skrb. Prevarati žensko v ženskem zaporu bo v primerjavi s tem, kamor greš, videti kot dopust. Hudič te čaka, upam, da zgniješ v peklu. Lynn Hearn je angel v nebesih. Naj počivaš v miru, Lynn. Zelo te pogrešamo in vedno te bomo pogrešali. Zelo mi je žal. Bog te blagoslovi. Jessijeva mati, Jennifer Flower, ki v tem primeru nikoli ni bila obtožena, še vedno omenja Lynn Hernan kot partnerko in se ne strinja z odločitvijo porote. Verjamem, da. Upam. Veš, ne verjamem, da je kriva. Tako da je bilo to zame zelo težko. Ne verjamem, da je ona jo ubila.
Verjamem pa iz različnih razlogov, da si je moja punca vzela življenje in zato obstaja tudi zapis. In upam, da veste, prepuščam to vam. Da to preučite in izkažete svojo najglobjo sočutje ter razmislek o tej zadevi, ter to upoštevate pri sprejemanju te odločitve. Medtem ko Jessie ni želela govoriti na sojenju, pa spregovori ob izreku kazni. Jessie uporabi svoje zadnje besede, da sodniku izjavi svojo nedolžnost. Pravi, da za Linino smrt ni bil odgovoren nihče drug kot Lin sama. Želijo, da verjamete, da je šlo za uboj in da je šlo vse za denar in visine. Bodimo zelo jasni, ni bilo umora, nisem zagrešila umora, nisem zastrupila Lin, nisem ji dala tablet ali česarkoli drugega. Ali si je vzela življenje sama, ali pa je umrla zaradi nenamernega predoziranja. Ne moreš spremeniti tega, kar se je dejansko zgodilo, v katerokoli različico želiš, samo zato, ker ti resnica ni všeč. Ne moreš kriviti nekoga za nekaj, česar ni storil. Ne moreš tega preložiti na nekoga drugega. Preprosto ne moreš. Ni lahko, če te obtožijo in obsodijo za umor, ki ga nisi storila. To je ne bo vrnilo nazaj in njenega življenja ne bo prav nič olajšalo. Zato, ker je storila ona, imate za odgovorno mene. To so bile njene odločitve, njene izbire, njena dejanja in nikogar drugega. Sodnica Jennifer Duro se ne zadržuje, ko se neposredno obrne na Jessie. Ampak ker sem vse videla, moram vprašati na glas. To ni retorično vprašanje, ampak ali ste ves čas zastrupljali Lynn Hernon po vaši izpustitvi iz zapora? Ne. Ne prosim za odgovor, to je moj čas. Zato me ne prekinjajte. Postajala je opazno bolj bolna, še bolj bolna. Potem, ko si se vsakodnevno znova vključila v njeno življenje. Na koncu je pristala v bolnišnici. Septembra 2018. Nepojsanjeno. Nismo mogli ugotoviti, kaj se dogaja, ampak kaj vemo? Ozdravela je. Kaj se v bolnišnici ni moglo dogajati? Nekdo jo je zastrupljal s THZ. S tem je povezano preveč tveganja. Kamera, karkoli že je. Mislim, da ti je to dalo zeleno luč. Rekla si, da sem ostala neopažena, ker mislim, da se je dogajalo to. Da si to uporabljala za nadzor nad Lynn Hernon, da si ji kradla, da si pridobila nadzor nad njenimi računi. Mislim, da si jo izbrala za tarčo. Končna sodba sodnice Duro za Jessie se mnogim zdi kot poetična pravičnost. Pri prvi točki obtožbe za naklepni umor prve stopnje bom izrekla dosmrtno kazen z možnostjo nadzorovanega izpusta po 30 letih. To bi pomenilo, da bi bili brez obtožb kraje stari skoraj 70 let, torej starejši, kot bi bila Lynn danes. Zato boste pri drugi in tretji točki prestajali najvišji kazni, ki bodo tekle zaporedno s prvo točko in zaporedno ena za drugo. Ker mislim, da bi bilo narediti karkoli drugega glede na vašo preteklost. Ponarejanje in poneverbo, obsodbe za kazniva dejanja ter vašo. Pomanjkanje dobrega vedenja med nadzorom po izpustitvi bi po mojem mnenju neupravičeno zmanjšalo resnost teh kaznivih dejanj. Ampak res sem si to ogledala in moj cilj tukaj je bil, da nekako dosežem ta cilj in tako sem to tudi oblikovala. In ta cilj je bil, da postanete upravičeni bližje času, ko boste stari 80 let. Jessie Karčevski prestaja svojo kazen v Tecumseh Correctional Institution v Wisconsinu. Hvala, ker ste poslušali to epizodo. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj naslednji teden z novo zločinko.